Gospod Grah, začnemo z vami. Gre vaša stranka na kavo s Prebiličem? V Svobodi smo od prvega dne od leta 2022 jasni pri dveh zadevah zagotovo. In to je, da smo šli na volitve leta 2022 ne za en mandat, ampak za najmanj 2 mandata. Torej, da bomo to levo-sredinsko koalicijo imeli tudi v drugem mandatu, zato da bomo lahko korenito spremenili sistem na boljše. Druga stvar, v katero vztrajno govorimo, je, da drobljenje na levi sredini nikakor ne prinaša dobrega pohoda na to, da bomo ta drugi mandat tudi na koncu usvojili meseca marca naslednje leto. Gospod Prebilič je pred nekaj meseci povedal, da se ne predstavlja, kako bi šel v vlado z dr. Robertom Golobom, glede na to, da so koalicijske stranke že zavrnile, si težko predstavljam, da bi dr. Golob sedel na kavi z gospodom Prebiličem. Po drugi strani pa šele državnozborske volitve marca 2026 bodo pokazale, kdo bo prišel v parlament z vsemi, podarjam, z vsemi, ki bodo delili levo-sredinske, podobne, iste vrednote kot Gibanje Svoboda, se bomo sedli za mizo in pogovarjali tudi o naslednji koaliciji. Nam ni pomembno, da bomo... Gremo naprej. Gospa Šetinc Pašek, vaš predsednik bo bojda zaseden v več tisoč glaven članstvu, torej nimate predstavnika, ki bi se lahko udeležil te kave? Ja, kolikor sem jaz razumela, to vabilo je bilo personalno predsedniku naše stranke. Naj povem, da sem zelo vesela, da je ena taka kava že bila izvedena in da je na tej kavi naš predsednik Matjaž Han prenesel nekaj predlogov gospodu Prebiliču o širšem sodelovanju levo-sredinskih strank in me res zelo veseli, da po 10 dneh dr. Prebilič prihaja do tega spoznanja, da je ta predlog našega predsednika Hana dober. Ob tem pa naj dodam še to, da zelo cenim tudi to samozavest nekoga, ki je pravkar ustanovil svojo osebno stranko, da na nek način samega sebe ponuja zdajle v središče političnega dogajanja. Vsekakor pa pri socialnih demokratih pogovorov nikoli ne zavračamo. Tako da tudi pogovorov z kolegom Grahom ne zavračam in seveda ga osebno vabim na čaj, ker mi pa pijeva čaj. Z veseljem. Dobro, gospod Černač, gospod Cigler Kralj, bi kaj pripomnili na to temo? Ja, v Slovenski demokratski stranki smo, kot veste, v koaliciji za volivci. Vsak dan pijemo z njimi tudi kavo ali pa čaj. Več glasov, kot bo na volitvah marca letos za Slovensko demokratsko stranko, manjša bo dilema o tem, kakšna ne bi bila politična koalicija po teh volitvah. V Novi Sloveniji ne vidimo problema v kavi. Problem je to, da sedanja koalicija pod vodstvom Svobode očitno nima drugega dela in svetujemo jim, in tako je tudi glas ljudstva, da naj namesto, da pijejo kavo, skupaj se raje začnejo ukvarjati s problemi ljudi. To pa jim ne gre najbolje od rok. Dobro, preden nadaljujemo, poglejmo, kako se je poslanec Svobode odzval na današnjo skupno tiskovno konferenco SDS-a in NSI-ja. Poročilo današnje tiskovne konference dveh predsednikov dveh parlamentarnih opozicijskih strank je predvsem to, da se je Jernej Vrtovec kot novi predsednik NSI-ja zopet prižel v topel in varen objem patriarha opozicije. Na tem mestu patriarhu opozicije Janši čestitam za to, da je uspel zopet si podrediti manjšo stranko v opoziciji. Gospodu Vrtovcu pa želim, da je po tiskovki dobil vsaj košček lubenice ali pa recimo, glede na to, da smo bolj po zimi, kakšen medenjak. Gospod Cigler Kralj, preden gremo na vsebino vaše današnje tiskovne konference, kaj torej pravite na to, kar je omenil gospod Žavbi? Smo torej danes že videli obris neke morebitne povolilne koalicije? V Novi Sloveniji predvsem delamo za neko razvojno koalicijo. Mislim, da državljanke in državljani vidijo in tudi nekako se dobro odzivajo na ta naš poskus. V kaj je razvojna koalicija? Preko pola ali... Ta naš poskus, da se na eni strani pogovarjamo z bolj podjetniško varianto Marka Lotriča in na drugi strani z, bomo rekli, podeželsko, kmečko varianto, torej preko Slovenske ljudske stranke, in poskusimo zagotoviti, da čim manj glasov na desni sredini gre v nič. To je razvojna koalicija z SDS-om. Glejte, kdo bo potem po volitvah sestavljal vlado, se odloča takrat. Zdajle moramo predvsem opraviti to svoje delo, da čim manj glasov gre v nič. Ampak direktno na gospoda Žavbija, pa lahko odgovorim s citatom kolega Mateja T. Vatovca, vodjo poslanske skupine Levice, ki je nedavno v mediju javno izjavil, da se kolega Žavbi včasih preveč napihne.
Dobro, gospod Černač, danes ste se torej na tiskovni konferenci zavzeli za povečanje števila volišč. Dobili ste pravzaprav zadnja dva referenduma. Se vam ne zdi, da bi že zaradi tega težko izhajali iz neke teze, da se ukinja volišča, kjer vi pravite, da tranzicijska levica tradicionalno dosega slabe rezultate? Pred tedni je bila na ploščadi neka razstava o prvih volitvah. Na enem od tistih panojev, predno greste dol v garažo, je bilo napisano 4135 volišč. Se pravi, pred 35 leti so volivke in volivci glasovali na 4135 voliščih. Na zadnjem referendumu na 1200 manj. Se pravi, skoraj tretjina volišč manj v zadnjih 35 letih, 2971. Ob tem, da je takrat glasovalo 1 400 000 volivcev, zdaj jih je pa 1 700 000 in ob dejstvu, da so se ta volišča, teh 1200 volišč, ukinila v glavnem na podeželju. Tam, kjer je levica, levi politični pol bolj šibak. Niso pa se ukinjala ne v Ljubljani, ne v urbanih središčih, tam so se pa združevala. Kaj to pomeni? Ste imeli v neki šoli 5 volišč, pa so jih potem združili na 3 ali pa 2. Ampak volivke in volivci so še vedno imeli možnost glasovanja in odločanja na vaseh, ki so pa oddaljene od teh centrov tudi 10 ali več kilometrov, pa ne. Volilna pravica je ustavna pravica in to pomeni, da mora biti na približno enakopraven način dostopna vsem volivkam in volivcem. Vseeno vam pa to omogoča zmago na volitvah. Ne more biti nekomu dostopna samo v razdalji nekaj 100 metrov, nekdo pa ne more do volišča priti 12 kilometrov ali več. Torej, v tej smeri gre naš predlog tako Državni volilni komisiji kot okrajnim volilnim komisijam, članom teh volilnih komisijah, da naj omogočijo izvrševanje te ustavne pravice na demokratičen in pravno pravilen način in naj se vsa tista volišča po podeželju, ki so bila ukinjena, ponovno vzpostavijo. Gospod Grah, se strinjate s tem pozivom? Potrebujemo več volišč? Prav čudežno je, da se ravno nekaj mesecev pred volitvami, vsakič pred državnozborskimi volitvami, pojavi govorice o nepoštenosti in predvsem nelegitimnosti volitev. Ne vidim to današnjo izjavo kot nič drugega, kot to, da iščejo alibi in predvsem politični motiv za takrat po volitvah v primeru, da izgubijo te državnozborske volitve. Ampak bom vseeno dodal to, kar je DVK danes že odgovoril, sem si skrbno prebral. Po državnozborskih volitvah leta 2011 je sam DVK, mimogrede, katerega člani so tudi iz vrst SDS in NSI, ugotovil, da je samo ena tretjina volišč primernih za dostopnost za invalide. Na to je opozarjalo tudi Ustavno sodišče. In da bom kratek, leta 2017 so v Državnem zboru sprejeli novelo zakona o volitvah v Državni zbor, za katerega je podpisalo 81 poslancev, ravno zaradi dostopnosti invalidov do volišč, in podpisala sta ga tudi Jernej Vrtovec in gospod Janša. Tako da še enkrat, to je zgolj samo iskanje alibija in motiva za to, da bodo lahko po volitvah, po rezultatih kazali spet s prstom, da so bile volitve nelegitimne in nepoštene. Gospa Šetinc Pašek. Ja, torej najprej bom rekla takole. Socialni demokrati se ves čas zavzemamo in so se tudi v preteklosti, preden sem se jaz pridružila, zavzemali za to, da bi bile volitve izvedene tako, da so enakovredno izvedene za vse volivke in volivce. Se pravi, da je dostopnost do volišč za vse enaka. Ne glede na to, kje ljudje živijo, ali so na vasi ali so v mestu. Kot je kolega lepo povedal, ne samo, da je to sprejela DVK, bila je tudi ustavna odločba, da je treba narediti volišča dostopna predvsem zaradi hendikepiranih in invalidov, ker predvsem v ruralnem okolju niso bila dostopna. Druga zadeva pa je, da je Slovenija ena od tistih držav, ki ima, mislim, da kot ste rekli, 2971 volišč in je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami tista, ki ima na količino volivcev skoraj da največje število volišč. Vsako volišče pri nas približno šteje, ima pri sebi okrog 500 volivcev, 500 do 600 volivcev. Nizozemska za primerjavo ima okrog 1000. New York, če vzamemo, 20 milijonsko mesto, ima samo 2000 volišč. To so te primerjave. In bile so tudi mednarodne opazovalne misije v Sloveniji, ki so v preteklosti že povedale, da imamo ponekod celo volišča, ki imajo od 50 do 100 volivcev in da je pač takšna volišča ne zagotavljajo tajnosti volitev. Tudi takšna sporočila smo dobivali od mednarodnih opazovalnih misij, kot je OECD ali pa še kdo drug. To je en vidik. Ampak
Debata, ki ste jo pač odprli, se meni zdi popolnoma pravilna, legitimna in ok, vendar ne 4 mesece pred volitvami, na nek način 2 meseca pred začetkom uradne volilne kampanje. Malo hudo je, malo težko je to začeti na koncu mandata. To so vse prazni izgovori. Prvič zaradi tega, ker je potrebno gledati poseljenost v teh državah, ki je bistveno višja kot v Sloveniji. Glede tajnosti ne drži. Tam, kjer je 10 volivcev, se pač te glasovnice zapečatijo in jih potem odpre volilna komisija, tako da v odborih tega ne vidijo, kdo je tam glasoval. Glede dostopnosti, absolutno mora biti vsa volišča dostopna za gibalno ovirane tudi, ampak zdaj pa niso dostopna na vaseh za nobenega. Prej niso bila samo za gibalno ovirane, pa je šla komisija ven iz tega prostora, pa je tudi tisti, ki ni mogel v prostor volil, zdaj pa ne more tam voliti nobeden. In ni res, da teh volišč ni. So garaže, so prostori, so gostilne na vaseh, kjer so bila volišča, zdaj pa jih več ni. Gospod Cigler, kaj? Poglejte, na prvem mestu je to, da je bil današnji poziv vsem političnim strankam, ki sodelujemo na volitvah, da se povežemo v krepitvi demokratičnega procesa. To ni šlo za nobeno poziv k spremembi volilne zakonodaje, karkoli, ampak samo k temu, da se število volišč ne zmanjšuje in da ostane dostopnost na podeželju vsaj primerljiva s tisto v urbanih središčih. Zdaj, ne morem se pa znebiti občutka, predvsem pri Svobodi, ki zelo vehementno zavrača čisto vse predloge opozicije, pravzaprav že 3 leta in pol in vse najbolje in najbolj vejo, pač da niso bili sposobni zagotoviti dostopnosti volišč za invalide, kar bi bila njihova dolžnost, če bili operativni in sposobni, in potem jih rajše ukinemo. To je pa popolnoma napačno lotevanje tega problema. In tako je rekel kolega, zdaj pač ta volišča ne obstajajo, niso več dostopna za nobenega. To pa daje izrazito prednost urbanim središčem, predvsem Ljubljani, ker pa to že vsi vemo, da Ljubljana vedno nekako obrne volitve napram podeželju in to je prevencija gibanja Svobode, ki se boji, da bi podeželje spomladi pokazalo svoj glas. Na kratko samo vašo Zelo tip, na potem gremo kratko. z drugo temo. Kot rečeno, čudežno je, da se to pojavi par mesecev pred volitvami in še enkrat v DVK-ju sedijo tudi člani iz vrst SDS in NSI. No, ampak Ni se pojavilo to par mesecev, na to smo več. No, ampak se par mesecev se pojavi tudi predlog glede odprave volilnega molka, pa me samo zanima, gospod Černač, ker vaša stranka v času volilnega molka tudi z SMS-i vabi ljudi na volišča. Kaj, če bi morda v tem predlogu, da se odpravi volilni molk, šli morda korak dlje, pa bi denimo kar sistem javnega obveščanja uporabili za to, da se vse državljane povabi na volišča, ko bi bila denimo volilna nedelja. Glede, volilni molk je Vrhovno sodišče odpravilo že kakšnih 10 let nazaj. Od takrat velja samo še za organizatorje volilne kampanje. V zadnjih letih so se zelo spremenile tehnike te volilne kampanje, informacijske tehnologije, družbena omrežja in tako naprej. In je to postal nek anahronizem iz nekega prejšnjega sistema, prejšnjih okolij in je pač tu potrebno slediti odločbi Vrhovnega sodišča in odpraviti volilni molk za vse. Če smem povedati, Socialni demokrati smo do vseh teh sprememb. Meni se zdi recimo smiselna tista o enotni številki v vseh volilnih enotah na listi. Skratka, ampak to so predlogi, ki prihajajo 3-4 mesece pred volitvami. To je glede volilnega molka ni predloga. Je samo pač neka izjava predsednika vlade. Ampak bom povedala, mi smo zelo zadržani do teh stvari, prihajajo prepozno, zdi se pa nam smiselno, da te debate opravimo takoj po volitvah, ker pravila moramo narediti pravočasno, da bodo volivci pravočasno seznanjeni s tem, s kakšna so pravila, s katerimi bodo šli na volitve. Če dovolite še ena zadeva v zvezi z vašimi volišči. Vi ste prej odprli vprašanje referenduma. Enako število volišč je bilo na zadnjem referendumu 2971. Takrat tega niste osporavali, kolikor jaz vem. Še vedno teče pritožbeni rok za rezultat tega referenduma. Se boste pritožili glede na to, da na ruralnih področjih ni bilo dovolj volišč in niso bila menda po vaši oceni, niso imeli ljudje dostopnosti do glasovanja? Boste osporavali rezultat tega referenduma? Ti podatki kažejo na ta demokratični deficit in zaradi tega smo dali te predloge, da se ta demokratični deficit odpravi. Če mi dovolite, glede enotne številke, gre za neko tehnično pravilo. Moramo naprej, žal, še marsikater predlog se bo zvrstil pred volitvami, zdaj pa gledamo na tisto, kaj se še da narediti. Ta teden je spet počilo v odnosu med predsednico države in predsednikom vlade, pa tudi o kadrovanju tik pred volitvami. Nuša Dekleva.
Da ima resne pomisleke o 4 kandidatih za veleposlanike, je na rednem delovnem pogovoru premierju Robertu Golobu, še predtem pa zunanji ministrici Tanji Fajon prejšnji teden izrazila predsednica države Nataša Pirc Musar. S pričakovanjem, da bodo njeni pomisleki upoštevani, je o tem kasneje obvestila tudi medije, kar pa je kabinet premierja razumel kot poseg v pristojnost vlade. Kot se jaz nimam namena vpletati v postopke, ki jih vodi predsednica, se mi zdi nenavadno, da se poskuša ona vpletati v postopke vlade. Zato zagotovo nima ustavnih pooblastil. Po Ustavi Republike Slovenije je predsednica republike oziroma vsakokratni predsednik republike tisti, ki postavlja veleposlanike. Golob je predsednici očital, da je o nekaterih kandidatih govorila žaljivo in da je postopek izbire tajen. Drži torej, da bi mi te kandidate kakorkoli blatili. Že od vsega začetka smo nastopali transparentno. Postopek se tudi zaključi z objavo ukaza v uradnem listu, torej na javni način. A kljub temu je vlada na torkovi seji potrdila listo kandidatov za veleposlaniška mesta, vključno s 4, do katere ima predsednica pomisleke. Po neuradnih informacijah Pirc Musar ukaza o postavitvi teh 4 kandidatov ne namerava podpisati. To je njena avtonomna pravica. Do zdaj se je zgodilo v zgodovini Slovenije enkrat samkrat. Postopek imenovanja veleposlanikov poteka vzporedno z novim iskanjem guvernerja Banke Slovenije. Mandat Boštjanu Vasletu se je iztekel januarja, državni zbor pa ni potrdil Antona Ropa, ki ga je predlagala predsednica. Koalicija je vztrajala pri svoji kandidatki Saši Jazbec, ki pa je predsednica ni izbrala za kandidatko. Mesto guvernerja tako ostaja nezasedeno, kar je premier Golob predsednico v intervjuju za N1 pred meseci tudi očital. To se mi zdi neodgovorno. Predsednica ne zmore opravljati svoje naloge, a se vam to zdi državotvorno? Meni ne čisto. Nedržavotvorno je takšno neargumentirano obračunavanje predsednika vlade, politično nezrelo izsiljevanje. Predsednik vlade me je kot politik razočaral. Odprto ostaja tudi vprašanje imenovanja varuha človekovih pravic. Položaj je prazen od februarja, v uradu predsednice pa so pred dobrima 2 tednoma prejeli 14 prijav. Za izvolitev je sicer v državnem zboru potrebna 2/3 večina. Gospod Cigler Kralj, vi ste na vrsti za stališče. Vam je žal, da niste podprli kandidatke Dijane Možina Zupan za varuhinjo človekovih pravic? Prav vaša podpora bi lahko zagotovila imenovanje in eno torej od odprtih vprašanj bi bilo zdaj že rešeno. Poglejte, to, kar gledamo, predvsem je žalostno, zato ker je cela Slovenija, te institucije pravne države, ki bi mogle biti robustne, in pa državljanke in državljani smo talci enega spora med predsednico republike in predsednikom vlade in pravzaprav njunega boja za prestiž. In tu je blokada celotnih postopkov. Ne gre toliko za varuhinjo človekovih pravic pa vlogo Nove Slovenije. Seveda smo mi jeziček na tehnici, ampak če bi bila problem samo Nova Slovenija pri varuhu človekovih pravic, potem bi mi imeli guvernerja že davno imenovanega. Pa vidite, da tam gre pravzaprav še za veliko hujši boj in pravzaprav zmerljivke med predsednico republike in predsednikom vlade in niso sposobni pravzaprav tudi pri enostavnem imenovanju guvernerja ali guvernerke dobiti skupnega kandidata. Torej, jaz mislim, da moramo najprej stopiti ona dva vsak malo korak nazaj, počakati na volitve in se po volitvah dogovoriti mirno in na novo. Gospod Černač, menite, da bo pri koaliciji pretehtal strah pred volitvami, da vendarle pohitijo in razrešijo odprta kadrovska vprašanja? Leta smo dobre 3 mesece pred volitvami v Slovenski demokratski stranki smo predsednici republike predlagali, da se nič strašnega ne bo zgodilo, če se z vsemi temi kadrovskimi odločitvami počaka na čas po volitvah. Vidimo, da se predsednik vlade sedanji ni sposoben pogovarjati in dogovarjati s predsednico republike, zaradi tega je skrajni čas, da pride nov predsednik vlade, ki bo te dogovore znal uspešno opraviti in to se lahko zgodi samo po volitvah. Ja, mi smo v tem tednu opravili razgovore v naši poslanski skupini s 5 kandidati za ustavne sodnike in pričakujemo, da bo ta postopek imenovanja ustavnih sodnikov vendarle stekel še morda do konca tega leta. Kar se ostalih kadrovskih zadev tiče, smo malce skeptični, predvsem pa bi v imenu naše poslanske skupine Socialnih demokratov zdajle tukaj na nek način kulturno pozvala oba predsednika vlade kot predsednico republike, da naj malce stopita nazaj in umirita strele, ki jih streljata drug proti drugemu, kar se tiče kadrovskih zadev. Glede veleposlanikov lahko povem to, da smo tudi mi seznanjeni pri Socialnih demokratih, da gospod Jevšek resno razmišlja o umiku svoje kandidature ravno zaradi tovrstnih sporov.
Gospod Dekak, samo še vi. V poslanski skupini Svoboda so opravili pogovore z vsemi kandidati, ki jih je predsednica predstavila. Tako so tudi vedno sporočili, kateri so primerni za to, da lahko gredo v državni zbor. To smo videli pri guvernerki in se to ni zgodilo. In zato bi se osredotočil samo na veleposlanike. To, kar se je zgodilo prvič v zgodovini Slovenije, da se tajni postopki v javnosti komentirajo kandidati, še preden ti grejo po postopku od strokovne komisije, ki jih izbere po kompetencah na MZIZ, potem na vlado in kasneje v državni zbor na tajno sejo odbora za zunanjo politiko in šele na to k predsednici, to se ni zgodilo nikoli in to je sramota. To je sporočilo, da se lahko kandidati samo vprašajo, ali se bodo še prijavili ali ne. Gospodu Černaču pa, v vezi z novim predsednikom, to je prvo levosredinska vlada v zgodovini Republike Slovenije, ki bo dokončala mandat in ga tudi ponovno dobila. Mislim, da to ni prva levosredinska vlada, ki bo dokončala mandat. Istim predsednikom vlade. Smo imeli že v No, se vidite, tudi levi se med sabo Ne, sam zgodovinsko ga. zmeniti in to vidimo pri predsednici. Videl, da vas pila čaj. Najlepša hvala, da ste bili nocoj naši gosti. Hvala za vabilo.